Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Nova pridobitev je izjemnega pomena za dializne paciente, tako iz našega, kot tudi iz okoliških krajev, saj se bo njihova kakovost življenja močno izboljšala, predvsem z področja preživljanja časa z družino in svojci. Namreč, kot vsi vemo, je pot na dializo in nazaj dolga, predolga in za paciente zelo naporna. Ob današnji slovesni otvoritvi prostorov vabim direktorja zdravstvenega doma Kočevje, gospoda Igorja Kuduzoviča. Dobrodošli na današnjem dogodku, ki je za naše okolje predstavlja izjemen mejnik. Danes z ponosom in veseljem odpiramo nov dializni center, ki bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti zdravstvene oskrbe in življenja vseh tistih, ki se soočajo z izzivi kronično ledvične bolezni. Decembra leta 2021 sta takratni župan dr. Vladimir Prebelič in takratni generalni direktor UKC Ljubljana gospod Jože Golobič podpisala predpogodbo o uporabi občinskih prostorov za potrebe dialize. Danes, skoraj po 3 letih, nam je končno to tudi uspelo. Z veseljem lahko povemo, da bodo 16. oktobra, zdaj ta datum je zelo zanimiv. Zakaj? 16. oktober je tudi eno leto, odkar sem jaz nastopil na mesto direktorja zdravstvenega doma Kočevje, ampak ta datum res nisem jo zbral v UKC Ljubljana. Da veste. Se pravi, 16. oktobra bodo bolniki občin Kočevja, Kostela, Osilnice, Ribnice, Sodržice, Velikih Lašč pričeli za dializo v naših novih prostorih. To je res ogromna pridobitev. Zakaj? Kot je že voditelj dogodka povedal, ti bolniki so porabili tudi po 10 ur na poti v Ljubljano, sedaj bodo praktično eni imeli praktično pred hišo dializo. Tako da bodo imeli sedaj več časa za svoje družine in druge aktivnosti. Potrebno je pa tudi poudariti, da zaposlene na dializi, jaz vem, da so kume čakale ta dan, ker večina teh zaposlenih, govorim o diplomiranih sestrah, prihaja iz našega kraja in tudi one bodo sedaj imele bistveno več časa za svoje družine in druge aktivnosti. Nov dializni center je projekt, ki dejansko traja kar nekaj časa in je res pokazatelj nekega dobrega sodelovanja in tukaj je res potrebno izpostaviti nekatere posameznike, ki so tukaj imeli pomembno vlogo. Lahko rečem, da po mojih seznanjih nekako pionir tega projekta je naš dr. Vladimir Prebelič, takratna direktorica zdravstvenega doma Kočevje dr. Polona Vidič in tudi njen pomočnik gospod Primož Velikonja. Seveda nič ne bi bilo, če se UKC ne bi nekako rekel, gremo v to zgodbo skupaj, ker sami kot zdravstveni dom seveda tega niti ne moremo, niti ne bi mogli speljati. Tako da res se želim iskreno zahvaliti vsakemu posebej, ki je na kakršenkoli način vplival na to, da danes dializo v Kočevju imamo. Res je to nek ogromen projekt. Rad bi pa še povedal za konec to, da si želim, da se bodo bolniki in tudi zaposleni na dializi prijetno počutili v naši novi stavbi. Jaz kot direktor in tudi vsi ostali zaposleni bomo naredili, da bo temu tako. Hvala vam, kar se tiče pa odprtja, bomo pa odprli tudi spodaj. Hvala nagovorno, veliko čast nam je tudi, da na naši slovesni otvoritvi lahko pozdravimo ministrico za zdravje, doktorico Valentino Prevolnik-Rupel. Spoštovana ministrica, izvolite. Izredno me veseli, da danes odpiramo nove prostore dializnega centra v zdravstvenem domu Kočevje. Gre za prvo dislocirano dializno enoto UKC Ljubljana, kar je odličen primer dobre prakse sodelovanja javnih zavodov z področja primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva. In ne nazadnje dokaz, kako lahko skupaj izboljšamo kakovost zdravstvene oskrbe v lokalnem okolju. To je pomemben dogodek za lokalno skupnost in predvsem za tiste prebivalce te regije, ki jim bo nov dializni center omogočil dostop do nujno potrebne terapije v neposredni bližini domačega okolja. Do zdaj so bili ti bolniki prisiljeni potovati v Ljubljano in nazaj, zdaj pa bodo ta čas lahko namenili okrevanju, družini ali vsakodnevnim opravilom. S tem se bo seveda bistveno izboljšala njihova kakovost življenja. Na Ministrstvu za zdravje se zavedamo, kako pomembno je
takšno izboljšanje infrastrukture za pacientov vsak dan. Tudi zato smo v okviru razpisa sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva zagotovili več kot 1,2 milijona evrov sredstev za prenovo stavbe, v kateri se pač pravkar nahajamo. Z investicijo smo omogočili pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje različnih zdravstvenih dejavnosti, med drugim tudi za potrebe tega novega dializnega centra. Decentralizacija zdravstvenih storitev je eden izmed ciljev našega ministrstva. Saj želimo zagotoviti enakopraven dostop do zdravstvenih storitev vsem prebivalcem, ne glede na njihovo lokacijo. S tem projektom dokazujemo, da je mogoče kakovostno zdravstveno oskrbo pripeljati bliže ljudem, zmanjšati obremenitve pacientov in olajšati dostop do nujno potrebnih terapij. V prihodnosti bomo nadaljevali. Nadaljevali bomo z ukrepi za povečanje dostopnosti zdravstvenih storitev na vseh ravneh in vlaganjem v zdravstveno infrastrukturo. Tako bomo še naprej gradili na temeljih enakopravne in kakovostne oskrbe za vse. Današnji dogodek je res pomemben korak v tej smeri. Skupaj smo naredili veliko, da izboljšamo zdravstveno oskrbo za občanke in občane Kočevja ter celotne regije in verjamem, da bomo še naprej uspešno sodelovali pri nadaljnjih projektih. Vsem bolnikom, ki bodo uporabljali storitve tega centra, želim, da bi jim to prineslo olajšanje in izboljšanje oskrbe. Biti blizu doma v znanem okolju pomeni tudi psihološko udobje, ki je še kako pomembno pri soočanju z zdravstvenimi izzivi. Poleg tega pa bo ta center razbremenil druge večje dializne centre, predvsem v Ljubljani, kar bo izboljšalo tudi tamkajšnjo dostopnost za vse, ki potrebujejo to storitev. Iskrene čestitke vsem, ki ste prispevali k temu projektu in najlepša hvala. Prostorov hemodialize v Kočevju je za lokalno skupnost izrednega pomena. In seveda kaže na dejstvo, da je vodstvo občine prisluhnilo potrebam pacientov, ne glede na to, da je število le-teh manjše v primerjavi z drugimi skupinami. V Kočevju in okolice namreč beležimo 30 dializnih bolnikov. Na tem mestu vabim podžupana v začasnem upravljanju funkcije župana občine Kočevja, gospoda Gregorja Koširja, da nam predstavi namene in cilje projekta. Dovolite, da se nakratko sprehodim samo čez naše nekajletne napore pri vlaganju v zdravstveno panogo v naši občini. Vse se je začelo z tem, da smo se nekako samostojno odločili, da pristopimo k izgradnji modernejšega urgentnega centra. Namreč prostori nekdanje stare urgence dejansko niso več omogočili normalnega dela. Zavedati se moramo, spoštovana ministrica, da naš zdravstveni dom pokriva praktično približno okoli 5% državnega območja. Gre za zelo težje dostopen teren, kjer pač pa moramo na nek način šibko naseljen, vendar prebivalstvo seveda je tam, se nahaja na meji naše države. In tukaj je stekla tista prva samoiniciativna poteza, kjer je v bistvu občina s svojimi lastnimi proračunskimi sredstvi zagotovila veliko večino sredstev za moderni, danes satelitski urgentni center, ki upam, da si ga bomo imeli priložnost tudi na kratko ogledati v vašem spremstvu. Nadaljevali smo s hišo, ki je danes tukaj. Dobrih 5 let od tega, kar smo pristopili od države, to je nekdanja hiša tako imenovanih blagovnih rezerv. Mislili smo, da glede na situacijo v državi in širše, ima ta hiša lahko bistveno bolj koristen namen, kot ga je imela morda nekoč. In tukaj govorimo o nekem projektu slabih 5 milijonov, kar nekaj sofinancerskih sredstev smo pridobili iz države, pa tudi za energetsko obnovo in tako naprej. Danes lahko seveda potrjujemo in uživamo v odprtju dializnega centra, še enega projekta, ki 4 do 5 let traja in o katerem smo veliko govorili, vmes nas je zmotila korona
kar je seveda zavrlo določene aktivnosti, ampak predvsem gre tukaj, kar nas posebej veseli, zahvala Univerzitetnemu kliničnemu centru za to podporo in odločitev, da so se odločili, da bodo prvič nekaj od tega, kar danes si bomo ogledali, da bojo vršili izven svojih matičnih ustanov. Seveda pa smo to hišo napolnili z dodatnimi zdravstvenimi aktivnostmi, tako ali drugače, kar pomeni, da še dodatno širimo diapazon vseh zdravstvenih storitev, ki jih tukaj ponujemo. Upam, da je naslednji projekt tisti, ki bo zaokrožil ta del zdravstvene dejavnosti v naši občini in regiji, da se nahaja tukaj zunaj, kjer projektiramo oziroma smo že pripravili dokumentacijo za izgradnjo heliporta. Zakaj? Ker vemo, da je odročnost problem. Želimo si izenačiti oskrbo vseh naših občanov, tudi tistih, ki so oddaljeni uro in 45 minut nujne vožnje od prve bolnišnice ali pa od prve ljubljanskega kliničnega centra. In tukaj je helikopterska pomoč zelo, zelo ključnega pomena. V bistvu bom povedal na kratko, rešuje življenje. Tako da infrastruktura se bo nadaljevala tudi vnaprej. Naše nadaljne aktivnosti grejo v staro stavbo, kjer želimo novih prostorov laboratorija, novih pediatričnih ambulant in novih splošnih ambulant. Zakaj je temu tako? Ker smo zelo intenzivno odgovorili tudi na en zelo pomemben izziv slovenskega zdravstva in to je pomanjkanje kadra. Mi smo v veliki krizi, v kateri smo se znašli s pomanjkanjem kadra, se obrnili na tuje zdravnike, sprožili tako imenovani program Novi zdravniki, v kateri sta intenzivno sodelovala tako zdravstveni dom in občina Kočevje. Sam sem tudi 2 leti namenil tej tematiki poklicno ali profesionalno v funkciji direktorja zdravstvenega doma in rezultati, ki se sedaj še dopolnjujejo oziroma prihajajo, upam, da me bo direktor popravil na vzgor, 12 zdravnikov podpisanih, nekaj še dodatnih specializacij, mislim, da govorimo o kadru že okoli 20 oseb zdravniškega kadra z zdravniki, ki popolnjujejo naše prostore, tako pediatrija, splošne ambulante, specializanti, psihiatrična obravnava, urgentna obravnava. Mislim, da smo tudi edini SUC na tej ravni, ki zaposluje 3,5 profesionalna urgentna zdravnika, se pravi, ki sta namenjena samo za dežurno službo. In mislim, da kakor sedaj direktor in njegova ekipa nadaljujejo, te zdravniki še prihajajo. Zdaj smo pa pri tistem ključnem, kar ste tudi sami dali istočnico, ali podpiramo decentralizacijo zdravstvenega sistema, da če jo, potem je Kočevje tisti primer, na katerem upam, da boste gradili tudi naprej. Zakaj? Ker ne samo primarno zdravstvo, za katerega smo v osnovi občine zadolžene, tudi sekundarne storitve in specialistika se lahko približa ljudem. Se pravi, na sam teren, na ta način naredimo tudi nekaj. Razbremenimo ključne centre v državi, ki so, vemo, da so danes na vseh nivojih tako preiskav kot storitev obremenjeni in hkrati spustimo znanje in storitve na nivo nižje, kjer jih lahko opravljamo tam, kjer pacienti obstajajo. Zato bi si mi v nadaljevanju želimo še dodatnega sodelovanja, oziroma tam, kjer nam boste dopustili, da izvajamo storitve specialistične sami, jih bomo delali tukaj, kjer je to potrebno delati skupaj z bolnišnicami, bomo seveda ponudili prostore, znanje in kader, če bo to potrebno, da to zagotovimo. Da ne bom predolg, želel bi se vsem zahvaliti, ki ste v tem procesu, da smo danes tukaj, da smo sodelovali. Ni bilo tako, še posebno v času korone je zadeva izgledala včasih skoraj brezupno, ampak danes se lahko srečamo na takih dogodkih in verjamem, da se bomo srečevali tudi v nadaljevanju, ker želimo, da bi Kočevje postalo regionalni zdravstveni center, ki bo omogočil vsem prebivalcem te regije, da storitve dobijo tukaj in da ne rabijo ali pa da je čim manj obremenjujejo tako novomeško kot ljubljansko regijo.
Želim vam še enkrat lep dan in hvala lepa za današnjo prisotnost in udeležbo. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali V farmacevtom. sedanjih nagovorih smo ugotovili vsi, kakšna je pomembnost pridobitve novega dializnega centra. Seveda pa tega ne bi bilo, če ne bi bilo vzpostavljeno sodelovanje vsaj dveh javnih zavodov, torej Zdravstvenega doma Kočevje in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Kakšen je veliki pomen takšnega sodelovanja, pa nam bo povedal docent dr. Marko Juh, doktor medicine, generalni direktor UKC Ljubljana. Izvolite. Hvala, da smo danes lahko tu. Tu smo zato, ker so v tej sobi ljudje, ki so imeli eno drzno idejo in jo zasledovali, kljub temu, da je na trenutke se zdelo vse to skupaj neizvedljivo. Torej, danes tu izvajamo korak, ki je vredno en prvih, ampak temu bodo sledili še mnogi. Slišal sem velikokrat, kako pripeljati zdravje k ljudem. To je to, kar delamo, zato to je naša odgovornost, dajati zdravje ljudem. Čim več tega in čim bolj prijazno, čim bliže domu. Vendar regionalizacija zdravstva ima lahko kot stranski učinek drobljenje resursov in s tem izgubljanje kakovosti. Danes pa vidimo, da na takem modelu, kjer lahko neka čvrsta, velika, kakovostna inštitucija lahko zagotavlja tudi nekemu bolj odročnemu centru visoko kakovostno in trajno in vzdržno storitev. In mislim, da je to model, ki ga bomo morali zasledovati v Sloveniji, torej ne zato, da bi bil nek oddelek dislociran, temveč da bi ta bolj oddaljena regija bila bolj povezana s centralno. Ne bi temu rekel decentralizacija, ampak povezovanje in to je nekaj, na katerem mislim, da bomo lahko gledili. Današnje pridobitev ni pomembna samo za ZD Kočevje. Mi smo tudi ob prenovi izgubili 12 posteljnih enot dializnih, ki jih sedaj pridobivamo. Pridobivamo jih celo tam, kjer jih ljudje najbolj potrebujejo, doma. Torej, učinki so zagotovo sinergistični, ampak največ od vsega tega bodo imeli ljudje. Kajti mi tukaj ne iščemo finančnih interesov, ampak iščemo krepitev javnega zdravja. In javno zdravje lahko krepimo samo na dva načina. Da ustvarjamo infrastrukturo in znanje, ki to infrastrukturo lahko uporabijo. In oboje imamo, če želimo in če imamo ljudi. Pod Prebelič, spomnim se, kako ste me poklical, kako nekako ste me presenetil, bi rekel, s tem entuziazmom in drznostjo in tudi prepričanostjo, da bomo uspeli. Sam, ko sem nastopil v to funkcijo, sem ugotovil, da je naše delo prepredeno številnimi interesi in nisem bil prepričan, a je tukaj izzadej res samo iskrena želja pomagati ljudem, ampak to je bilo to. In zato smo uspeli. Zato, ker so iskreni ljudje, predvsem pri vas, uspeli vse to pripeljati in tudi pri nas pripeljati do točke, kjer smo. Tako da ja, smo na začetku neke poti, upam, da bo dolga, mi vam bomo stali čvrsto ob strani, od zdaj naprej smo v isti družini in družine se ne smejo zgubiti. Tako da, hvala lepa za to priložnost in ustrajamo in delamo naprej. No, kako se je začelo, kako je potekalo, danes smo že nekako slišali. Kako pa bo potekala dializna dejavnost v dveh prostorih, oziroma kakšen bo način izvajanja dialize v Kočevju, pa nam bo pojasnil profesor dr. Mihael Novak, doktor medicine. Danes lahko rečemo, da je poseben dan, ampak seveda poseben dan predvsem za dializne bolnike, saj za njih odpiramo ta nov prelep dializni center. In to je pomemben mejnik, ker jim s tem ne omogočamo samo kakovostnega dializnega zdravljenja, ampak tudi dostopnejšo zdravstveno oskrbo, kot smo danes že slišali. In odprtje tega dializnega centra zato predstavlja velik korak naprej v skrbi za zdravje in dobrobit naših, kot vemo, zelo kompleksnih, pogosto težko bolnih dializnih bolnikov. In zato smo ponosni, da smo lahko skupaj v bistvu ustvarili to sodobno, moderno, prijetno okolje in bomo našim bolnikom dejansko lahko
nudili najmodernejšo dializno zdravljenje, seveda z vso strokovno skrbnostjo našega vrhunskega terciarnega v bistvu zdravstvenega osebja, ki bo skrbela v tej lokalni regiji za te bolnike. Zato tudi kot predstojnik kliničnega oddelka za nefrologijo UKC Ljubljana lahko rečem, da sem hvaležen vsem, ki ste pomagali na tej dolgi poti s svojim trudom, predanostjo, seveda tudi znanjem, da smo lahko zaključili ta zelo, lahko rečem, zahteven, dolgoročen projekt. In sem prepričan, da bo dializni center v Kočevju postal neko središče zdravja za te zahtevne paciente z napredovalo ledvično okvaro, s končno odpovedjo ledvic, ki potrebujejo dializno zdravljenje in jim bomo seveda z vrhunskostjo našega osebja nudili boljšo kakovost življenja, kot so imeli do zdaj. In če na kratko zaključim na koncu, vam v imenu kliničnega oddelka za nefrologijo seveda želim prijetno doživetje ob odprtju tega modernega dializnega centra in se vam seveda zahvaljujem za vso vašo podporo in seveda tudi navzočnost ob odprtju tega za nas najsodobnejšega dializnega centra. Hvala. Kako bo izvajanje terapij v lokalnem okolju vplivalo na kvaliteto samih pacientov, kvaliteto življenja seveda, nam bo povedala dializna pacientka, gospa Valerija Gelzer. Ne začnem tako, da sem jaz tisti izvirni greh, ki sem se oglasila za dializo bližje domu. Najprej sem poskušala celo z asistenčno hemodializo na domu, pa nekako ni šlo. Potem po letu dni vožnje s taksistom sem se uprla in oglasila v našem centru v Leonišču. Trajalo je kar nekaj časa, da smo premaknili z mrtve točke, zataknilo se je že v tistem javno-zasebno, zasebno, kakšno, vašno. No, ampak po tistem smo rešili, da je zadeva stekla naprej. Kaj bom počela? Oktober mesec si bom zapomnila zavedno. V maju sem z možem dobila 7. vnuka. Drugač, zdaj v oktobru odpiramo center. Drugače pa med transplantacijo zaradi terapije sem bila obubakovka. Tako da je sledila še menjava obeh kolkov in od športa mi je ostalo kolo in plavanje. In to bom počela zdaj. Ker to vožnja v Ljubljano, pa kdaj, pa kolikrat, pa zakaj, to je nova služba. Uradni dnevi, ponedeljek, sreda, petek, imaš kaj balinati in gremo. Super, da se je to zgodilo. Hvala vsem, predvsem lokalni skupnosti, ko res to, da se nekdo iz Kolpe vozi v Ljubljano in zgublja od 4 zjutraj do 4 popoldan. To še za zdravega ni, kako šele za dializem. dializnih mest, 13 mesta imamo v ambulanti, se pravi v primeru akute, da bolniku lahko, ki je v popoldanski izmeni, omogočimo pač dializo, da ne čaka in da ne delamo te premestitve v Ljubljano, če ugotovimo, da gre za kakšno hiperkalemijo, hipervolemijo, karkoli bomo probali reševati.
Tako da sestrske strani bi se tudi zahvalile vsem, ki so sodelovali v tem projektu. Smo se trudili, da pač res se to omogoči za naše bolnike, tako kot smo slišali, in res lahko rečemo samo hvala lepa. No, tako kot smo začeli, se pravi 12 dializnih mest, se pravi, to je soba, ki ima 4 dializne mesta. Želeli smo si, da vsak bolnik ima svojo televizijo, ker dostikrat je problem, če je ena televizija, en bi gledal, drug ne bi. Vemo, da je tle potrebna vedno neka podpora, sestre smo zagovornike pač bolnikov, kakor vsi ostali, da se ne bomo pač narobe razumeli, ampak mi preživimo največ časa z njimi, tako da naša želja je, da res skrbimo za njihovo kakovost življenja in to ne samo s prihodom pa odhodom, ampak ta čas na dializi, da preživijo, kolikor se da kakovostno. Naš moto sestrski je v bistvu glasi tako, ko bolnika sprejmemo na dializo, mu rečemo, gospod, če že to more biti, ni nič hudega. To bomo zrihtali, samo da ne bo še kaj zdraven. To se da. Mi bomo se trudili, da boste vsak dan boljši. Sicer takrat te bolnik gleda in si misli, kaj ta sestra govori, ampak rečem, ok, čez en mesec se bomo pogovarjali, kakšno je vaše počutje. Moram vam reči, da vsak bolnik in tudi družina, ker smo podpora tudi družini, pridejo, se zahvaljajo in rečejo, prav ste imela. Točno tako je, ne? In to želimo. Želimo, da je bolnik tisti, ki vodi bolezen in ne bolezen bolnika, ne? Se pravi, kolesarjenje, branje, gledanje televizije, imajo Bluetooth slušalke, imajo daljinc, ki prežge samo njegovo televizijo in ne vse ostale. Tako da jim res omogočimo, pa so ljudje, ki berejo, gledajo televizijo, so ljudje, ki pišejo svoj življenjepis, kot je na primer gospa naša Valerija Gelze, ki se je predstavila, res kolesarijo, tako da moram reči, da kar se tiče aktivnosti, psihološke podpore, zdravniške, medicinske podpore, sestrske, če že moraš biti bolan, je dializa tista dejavnost, ki sestre še vedno delamo za bolnike z empatijo in seveda brez našega kadra, psihologov, doktorjev, temu ni tako, ne?